Lepo pozdravljeni, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Z nami je ugleden predstavnik slovenske strokovne javnosti, profesor Andraž Teršek. Lepo pozdravljeni, gospod Teršek. Živjo. Andraž, Wikipedija o vas pravi, da ste slovenski pravni filozof. Delujete predvsem na področjih svobode in dostojanstva človeka, svobode izražanja, etike politike in politične filozofije. Ste mislec, učitelj, pravnik in avtor. Napisali ste knjigo Socialna ustavna demokracija, pa bi vas vprašala, kaj vas je navdihnilo, kaj vas je vodilo, da ste se lotili tega projekta? Ja, pač to je ena izmed knjig, ki jih človek mora napisati, če se ukvarja z ustavništvom pa s človekovimi pravicami, ne. V bistvu, en razlog je bil pač pragmatičen, ne. To je ta razlog, da moramo na univerzah nabirati točke. In pol moramo včasih napisati knjigo, ki jo opredelijo kot strokovna monografija, pol moramo napisati knjigo, ki jo opredelijo kot znanstvena monografija, pa moramo napisati vsaj eno knjigo, ki jo opredelijo kot učbenik in tako naprej. Ampak v bistvu je ta knjiga, Socialna ustavna demokracija, neke vrste sinteza predhodnih knjig, ne. Predvsem dveh. Tiste najdebelejše, ki je izšla iz doktorata, Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo, in ene tanjše, ki je izšla pred tem, o ustavni demokraciji. In ker sem takrat že vedel, da bom predaval na Evropski pravni fakulteti tudi predmet Teorija in praksa socialne države, sem odločil, da bom napisal eno tako knjigo, ki bi se mi zdela primerna kot temeljni študijski pripomoček za študente. V glavnem, v tej knjigi sem poskušal združiti te tri koncepte v celoto, ne. Se pravi socialnost, ustavnost pa demokracija. Ker ti trije koncepti niso samo temeljni koncepti slovenskega ustavnega reda po slovenski ustavi. So tudi temeljni koncepti evropske skupnosti, skupnega evropskega prostora, tistega, ki ga imenujemo Evropska unija, in tistega, ki ga imenujemo Svet Evrope, ne. In ta drugi Svet Evrope je širši. V Svetu Evrope so lahko tudi države, ki niso članice Evropske unije. In v tej knjigi sem poskušal pojasniti, torej gre za pregled dosedanjih teoretičnih del avtorjev, ki jih imam jaz za najbolj pomembne z tega področja. Predvsem sem pa hotel pojasniti, kako jaz, ki pač igram neko družbeno vlogo in sem hkrati univerzitetni učitelj, kako jaz razumem pojem socialne države in umestitev pojma socialne države v koncept sodobne ustavne demokracije. In to takšne, ki je začrtana z besedilom slovenske ustave in z njeno razlago. To razlago najdemo pa v odločbah Ustavnega sodišča in v čudoviti knjigi Komentar Ustave Republike Slovenije. To je zelo na kratko povedano. In seveda, ne samo, da gre koncepte, ne, socialnost, ustavnost in demokratičnost so hkrati tudi vrednote, ne. To niso samo pravni koncepti, ne. To so tudi vrednote, ne, ki postavljajo etični okvir družbe, kakršna je bila zamišljena tik pred koncem in takoj po koncu druge svetovne vojne. Ne, se spomnimo Filadelfijska deklaracija, pa Bretonski sporazum, pa potem OZN, na koncu pogodba o
ustanovitvi evropskih skupnosti. Torej, to so v evropskem prostoru vrednote. In bolj, ko se odmikamo od teh vrednot v družbenih praksah, bolj zapuščamo izročilo, ki je bilo postavljeno kot izhodišče po koncu druge svetovne vojne. Ja, se strinjam. Projekt Povej, ki sem se ga lotila s podnaslovom Kako povezati lokalno skupnost, prisluhniti pobudam in izboljšati razmere v državi, je bil rezultat mojega mandata kot članica vaške skupnosti in v tej vlogi sem lahko opazila vse, kar pri nas na lokalni ravni ne deluje in tudi vse, kar ne deluje na občinski ravni. In sem poskušala z orodjem raziskovalnega projekta posvetiti na to problematiko. In sem pa zelo vesela, ko ste mi bil predlagan za gosta v raziskavi, v intervjuju in ko sem brala potem vaša gradiva, sem videla, da zelo utripamo v bistvu na neki podobni ravni. Med drugim sem zasledila tudi vaš članek na Insolvinfo in sem si spisala tale del, ki se mi zdi, da se zdaj drži še bolj kot prej, ampak že prej. Namreč napisal ste, po tej filozofiji socialnega liberalizma in socialne ustavne demokracije se domneva, da bodo pravice in svoboščine s pretežno pozitivnim statusom ostale skoraj mrtve črke na papirju, da torej njihovo učinkovito uresničevanje v praksi ne bo mogoče, če država tega ne bo omogočila z aktivnimi pravnimi, političnimi, ekonomskimi in drugimi potrebnimi, marsikdaj nujnimi ukrepi. A bi mogoče lahko se naslonila na ta stavek, pa mogoče kako ste prej to videli, pa kako zdaj mogoče še bolj kriči to nebo. Ja, teoretično je zadeva zelo enostavna. Se pravi, če izhajamo iz temeljnih človekovih pravic, o tem sem se ravno pred parimi dnevi pogovarjal z Alešem Irneclom, ki podobno zdaj dela kot vi intervjuje in jih zelo uspešno, zelo gledano objavlja na spletu. Se pravi, že same človekove pravice in svoboščine kot pravne kategorije imajo dvojni značaj. En je ta negativni, en je pa pozitivni značaj. Negativni značaj pomeni, da tisto, kar je naša pravica ali svoboščina, tisto nam ne sme biti odvzeto, v tisto nam ne sme biti poseženo, tistega nam država ne sme kršiti, odvzeti, nas pri tem omejevati. Se pravi, zagotavljajo svobodo. Če imamo do nečesa pravico in če smo nosilci določene svoboščine, to skupaj predstavlja manevrski prostor naše svobode. Ampak to za učinkovito uresničevanje človekovih pravic v praksi seveda ni dovolj. In tukaj nastopi vloga države. To je pa ta pozitivni vidik človekovih pravic. Država ima pravno obveznost, da ustvari pogoje, v katerih bomo mi naše pravice in svoboščine sploh lahko uresničevali. Se pravi, če recimo, da zdaj ostaneva samo pri socialnih pravicah. Če so nam dane z ustavo in zakoni neke socialne pravice, to samo po sebi še nič ne pomeni, če država ne ustvarja pogojev, v katerih mi te socialne pravice dejansko lahko tudi uresničujemo v svojem življenju v družbenih praksah. To pomeni, da mora država najprej sprejeti ustrezno zakonodajo, ta zakonodaja mora biti kakovostna, mora biti razumljiva običajnemu človeku, postaviti morajo institucije, ki skrbijo za zaščito in uresničevanje človekovih pravic, z znanjem in veščinami mora opolnomočiti ljudi,
ki jih potem zaposli v teh institucijah. Naprimer, nam nič ne pomaga socialna pravica do pokojnine, če država ne skrbi na ustrezen, učinkovit način, da je državnega denarja dovolj, da lahko ljudje, ko se upokojijo, dostojno živijo od primerno visoke pokojnine. Ali pa centri za socialno delo, ali pa socialne pomoči študentom, ali pa socialne pomoči mladim družinam. Da ne govoriva o socialnih pomočeh, to je pa bistveno, ljudi, ki živijo na materialnem robu družbe. Se pravi, v bistvu gre za najpomembnejši koncept ustavnega prava. In to je koncept, ki se v ustavnem pravu imenuje doktrina o pozitivnih obveznostih države. In ta doktrina pravi, da mora država za vsako pravico in svoboščino, katere nosilci smo mi, posamezniki, kot subjekti, kot osebe, ustvariti okoliščine, da bo ta pravica najprej varovana pred vdori v to pravico, pred omejevanjem, pred zanikanjem te pravice. Še bolj pomembno pa je, da država ustvari okoliščine, v katerih te pravice lahko zaščitijo, da jih mi v družbenem življenju lahko učinkovito uporabljamo. Naprimer, pravice invalidov. Če smo mi leta 2002 ali pa 2004 v ustavo, ki že itak invalide vključuje kot posebej zaščiteno skupino ljudi. Invalidnost je ustavna kategorija. Otroci in invalidi so po ustavi najbolj zaščitena kategorija ljudi, ker so najbolj ogroženi. Zdaj, če država v ustavo zapiše nekaj o invalidih, to samo po sebi nič ne pomeni, če potem v družbenem življenju, v sistemu delovanja organov, institucij, pri volitvah ne naredi tisto, kar mora narediti in kar od nje ne samo po zdravi pameti, ampak tudi po pravu upravičeno pričakujemo, da bodo invalidi dejansko zaščiteni in da bodo dejansko lahko uresničevali tisto, kar je mišljeno z njihovim izrecnim zapisom v ustavo. Da dam recimo samo dva konkretna primera. Moj kolega Jurij Toplak je porabil že 10 let za tožbe, s katerimi naslavlja sodišča, ker ob vsakih volitvah vsa volišča še vedno niso opremljena z enim enostavnim dostopom, z eno, kako bi temu rekel, z nekim mostičkom, preko katerega invalid, ki je na invalidskem vozičku, lahko pride na volišče. Recimo, banalna stvar, rešljiva v nekaj minutah, ampak moj kolega Toplak že 10 let vlaga tožbe na sodišče, na koncu vedno zmaga. Ampak, ko pride do volitev, je še vedno preveliko število volišč, kamor ljudje, ki so na invalidskih vozičkih, ne morejo pristopiti, razen če jih nekdo nese čez stopnice. Da ne govorim o pravici invalidov, delavcev invalidov. O tem sem pa res veliko pisal in sem tudi hvaležen ustvarjalcem zelo gledane oddaje Tednik, ki so na to temo naredili kar nekaj prispevkov, o tem, kako so delavci invalidi pogosto odpuščeni z delovnega mesta samo zato, ker so invalidi. Po ustavi, po zakonih, po mednarodnih dokumentih, pa do odpuščanja delavcev invalidov sploh ne bi smelo priti, ker v pravnih dokumentih jasno piše, da prvič se mora delodajalec prizadevati, da zaposli delavca invalida, drugič prizadevati se mora, da mu da ustrezno delovno mesto, tretjič, če to delovno mesto ukine,
mora ustvariti za delavca invalida novo delovno mesto. Torej, nekam ga mora prerazporediti. Pri nas se pa v praksi dogaja, da jih enostavno odpuščajo in tisto, kar je najbolj šokantno, in takrat se pa jaz razbesnim in takrat napišem bolj kakšen članek, za katerega mi očitajo, da sem jezen, meni dostikrat rečejo, da sem jezen, napišem članek, kako je mogoče, da ko zadeva pride na sodišče, v takem primeru, da sodišče prav delodajalcu, ki je odpustil delavca invalida, ne delavcu invalidu. Ob toliko pravnih aktih, domačih in mednarodnih, ščitijo prav delavce invalide kot posebej varovano kategorijo ljudi. To je en tak tipičen, klasičen primer pozitivnih obveznosti, pozitivnega značaja pravic. In šokantno je, da toliko sodnic in sodnikov na rednih sodiščih v Sloveniji tega še vedno enostavno ne razume. In kdor tega ne razume, ne bi smel opravljati pravniškega poklica, kaj šele sodniški poklic. Ja, sem vas želela vprašati, če se vam zdi, da mi ljudje kot narod naredimo dovolj na naši strani. Zdaj sva videla en primer iz vašega življenja, ko poznate nekoga, ki si dejansko prizadeva, da bi si izboljšal en del svojega življenja s tem, da je res aktiven, ampak v naši državi nas je približno 2 milijona državljanov, od katerih je zelo majhen del aktiven v smislu vsega, kar nam je na voljo, da bi se udejstvovali kot aktivni državljani, pa da sploh ne gledava zdaj na trenutno situacijo. No, recimo, meni se zdi, tako kot se mi hkrati zdi to se bo slišalo zelo banalno, recimo en Facebook. Ja. Po eni strani se mi zdi ena taka iznajdba, kot je Facebook, nekaj, kar je enormno škodovalo svobodni družbi, sodobni družbi. Po drugi strani, in tukaj je paradoks, se mi zdi pa zanimiv ali pa celo koristen, ker lahko vsakodnevno odkrivaš na Facebooku, kako ljudje razmišljajo in kaj v svojem življenju počnejo. Se pravi, katere časopise berejo, ali sploh berejo knjige in katere te knjige so, ali sploh znajo misliti, ker razmišljanje in mišljenje ni eno in isto. To sta dve različni besedi, to je pojasnil že Aristotel, razmišljanje je pač, da o nečem razmišljaš. Mišljenje pa že predpostavlja določeno kakovost misli. In ta kakovost je utemeljena na dobrem informiranju in na dobrem znanju. In do dobrega informiranja in do dobrega znanja človek pride z nekim trudom, mora v to vložiti nek čas in neko energijo. No in recimo, ko prebiraš te zapise na spletnih omrežjih, sploh na Facebooku, res v nekem trenutku, če se temu preveč posvetiš, forumov itak ne berem, ker tam je nekaj zabavljačev, ki vsakodnevno zabavljajo drug drugega in provocirajo in tako naprej, ampak v bistvu vidiš, kako popreproščeno je razmišljanje prevelikega števila ljudi. Prvič, da je preveč ljudi preveč lenih. Lenih v smislu, da ne vložijo tako rekoč skoraj da nič truda v to, da bi se dobro informirali, da bi o zadevi razmislili, da bi imeli moralno odgovornost do samega sebe v smislu pridobivanja znanja in vednosti,
vidiš, da ljudje kot nek hobi, neko prostočasno dejavnost prepogosto, in to je zame čista lenoba, ne, se usedejo v naslonjač, vzamejo prenosnik, malo posurfajo po Facebooku in sem ter tja napišejo kakšen komentarček. Ogromno je zabadljivih komentarčkov, še več je provokativnih komentarčkov, preveč je psovaških komentarčkov, ampak zanimivo je to, da ljudje rajše komentirajo kogarkoli in karkoli, kot pa da bi si predtem, preden nekaj komentirajo, preden objavijo nek stavek, preden izrazijo neko mnenje, da bi vložili malo truda, malo energije v to, da bi prišli do informacij, do znanja, da bi kaj prebrali, da bi si, danes imamo YouTube, danes človek dejansko lahko si celoten semester predavanj na najuglednejših svetovnih univerzah in fakultetah, vključno s Harvardom, ogledaj na YouTubu, ni mu treba iti v Ameriko, ni mu treba prositi za vizo pa posebno dovolilnico, samo usede se na kavč in posluša tisto, kar je objavljeno na YouTubu in lahko pride do koristnega in bogatega znanja. Torej, ljudje zelo radi kritizirajo, pa pravzaprav ne vedo, zakaj kritizirajo in s kakšnimi razlogi kritizirajo. Zapisujejo svoja mnenja, ampak se ne potrudijo, da bi tem mnenjem dali neko podlago z informiranostjo, s študijem, z branjem, s pogovarjanjem z drugimi ljudmi. Predvsem se je pa res provociranje in žaljenje in psovaštvo razpaslo, tako da ni več obvladljivo, mu je težko slediti in človek ima občutek, ko vse to prebira, da se preveliko število ljudi je sposobno pogovarjati samo še o tem, kdo je levi in kdo je desni. Mislim, to je tako abotno. To je tako abotno. To je en tak vakuumski, nemisleči prostor, ne, da bi ga bilo treba odvršiti na smetišče in zakopati globoko v neko jamo. Ne. Tistih pravih razprav, konstruktivnih, polemičnih razprav, ker se soočajo stališča, ki temeljijo na dobrem informiranju, na premisleku in na znanju, tega je pa vedno manj. In to je tisto, kar mene najbolj skrbi. Se pravi, lahko rečemo, da ne glede na to, da so nas družabna omrežja in sploh vsebine na internetu precej zasvojile, vendarle obstaja en dosti širok spekter, recimo temu resnice, za katero se lahko majčkeno potrudimo in na ta način poglobimo svoje obzorje ali pa razširimo. Ja, absolutno. Ker je tako rekoč vse dostopno. Ne? Tudi recimo z vidika študijskega procesa. Ne? Jaz sem recimo letnik 75. Ne? Jaz sem študiral v časih, ko si nismo znali niti predstavljati, da bomo nekoč imeli prenosne računalnike, internet, internetne knjižnice, YouTube, pametne telefone. Ne? Mi smo pisali seminarske naloge na roko, če je imel kakšen oče, moj oče, ker je bil novinar, je imel tipkarski stroj, pa sem natipkal seminarsko nalogo, pa sem mogel paziti, da se nisem zmotil, ker pa sem mogel tipkati od začetka. Ne? In če si hotel dobiti kakšno knjigo ali pa resen strokovni članek, ne, si mogel ali kupiti knjigo in revijo, ali jo iti iskati v knjižnico. Danes je zakladnica človeške civilizacije v nekaj stotinkah sekunde dostopna iz kavča preko računalnika na spletu. Ampak človek bi pomislil,
ko je prišlo do te tehnološke revolucije, ne, do razvoja, ne do napredka, ker to sta pa spet različni besedi, ne, prišlo je do tehnološkega razvoja, ampak napredka je pa vedno manj. Ne, napredek v smislu razvoja družbe v kulturnem, etičnem smislu, v smislu znanja, omike, v političnem smislu. Ne. Takrat smo si mislili, super, ne, nekega dne se bomo zbudili v družbo z več vednosti, z več izobraženimi ljudmi, vse bo lepše. Ne, zgodila se je regresija. Ti tehnološki pripomočki se v bistvu pretežno uporabljajo ali za potrošništvo, ali za zabavo, ne, ali pa za neko prostočasno provociranje. Lahko bi mogoče celo rekli, da smo na nek način oddali svojo moč programiranju, ki smo ga bili deležni vsa ta leta, ker pač in vedno več ljudi, to temo jaz pogosto naslavljam, se v življenju dejansko vede kot vnaprej sprogramiranih, nemislečih avtomatov ali pa oseb na avtopilotu. Z utečenimi navadami, z betoniranimi prepričanji, ki spodaj nimajo trdne podlage, ker noge niso trdno na tleh, ampak lebdijo nekje v zraku. In to se mi zdi največji paradoks. In če je, bom rekel, v teh kriznih časih, če je nekaj, kar me je razveselilo, me je razveselilo to, da se, in to je spet en paradoks, da se pa zdaj ravno v teh kriznih časih, ker to dejansko je izredno stanje, če tudi ni bilo formalno razglašeno, to je nedvomno, trditi drugače bi bilo sprenevedati se, da je vsaj zdaj v določenem segmentu družbe, tem izobraževalnem segmentu družbe, da se ta informacijska tehnologija res uporablja za izobraževalne, analitične in raziskovalne namene. Vsaj to. Ja, se vam bom odzvala tukaj, ko se je začelo to izredno stanje, čeprav nerazglašeno. Jaz sem bila ravno v zaključku svoje raziskave o povezanosti v lokalni politiki, ki je bila tik pred tem, da bi jo predstavila v javnosti, njene izsledke, ko je mene tako kot cel svet pač zadela ta situacija. In jaz sem hvaležna za svojo mrežo, hvaležna sem za vsebine, ki so že bile do tega trenutka dane na internet, zdaj, ker sem dejansko v 3 dneh, lahko rečemo, zdravela od strahu in se pravzaprav izobrazila oziroma ozavestila, informirala o ozadju vsega tega, kar me je v bistvu opolnomočilo, in sem si seveda želela obvestiti svojo mrežo. In potem se mi je mreža vrnila z novimi dodatnimi informacijami, ki jih v glavnih medijih najbrž še nekaj časa ne bomo videli. Tako da z tega stališča ala vera. Kako pa vi kot ustavni pravnik doživljate trenutno zapovedano situacijo? Precej stoično. Pač na zadevo se človek mora prilagoditi, mora se potruditi, da se prilagodi. Absolutno ne ostajam doma. In ta slogan je protislovje samemu sebi. Ostanite doma, če bi nas nagovarjali predstavniki medicinske znanosti in stroke, bi si verjetno izmislili kakšen bolj posrečen pojem. Človek
človek s tem, ko ostane doma, ne krepi ne psihe, ne kondicije, ne imunskega sistema. Bravo. Trudim se, ja, sem se kar, moram reči, da sem se kar uspešno prilagodil. No. Moj dan poteka približno tako, da dopoldneve porabim za to, da kaj preberem. Skoraj vsak dan napišem kakšen tekst. To je seveda vse pro bono intelektualno socialno delo, ne? Tukaj ni nobenih honorarjev, da si ne bi kdo na to narobe predstavljal, ampak jaz pač to štejem kot svojo etično dolžnost. Ne? Torej, veliko pišem, včasih na dan napišem tudi 2 ali pa 3 tekste, pa jih potem nekje objavim. Absolutno se vsak dan ukvarjam s športom. Držim se omejitev, ampak teh omejitev se lažje držim zato, ker imam pač to srečo, da je moje stalno prebivališče še vedno dom, v katerem sem odraščal, to je v Kamniku. Kamnik je dovolj velika in dovolj razgibana občina z veliko narave, travniki, gozdovi, cestami za kolesarjenje, strmimi klanci, ne, tako da po kamniški občini ni noben problem narediti dnevno s kolesom tudi 100 kilometrov in pride domov povsem izčrpan. Ne. To je nek privilegij. Ne. V občini Osilnica tega najbrž ne morejo početi. Ne. V občini Adana ali pa Mirna ob Peči tudi težje. Ne. Že v Ljubljani je to težje početi. Ne. Se pravi, v tem smislu sem privilegiran, ampak približno tako poteka moj dan. Se pa ukvarjam, zdaj poskušam slediti tudi nekim temam, ki jim prej v svojem življenju nisem sledil, ne, to so pač, prej ste že malo sugerirali na to. To so te medicinske teme, ne, kaj se pravzaprav dogaja, razlage tega dogajanja, in tukaj vlada en totalni kaos. In kaj bo iz tega kaosa, torej iz tega kaosa bo zagotovo prišlo več tako zvanih resnic, več verzij te resnice. In potrebno bo verjetno kar nekaj let, ne, da se bo o tem množično pisalo in da bomo to lahko brali in medsebojno primerjali. Mene bolj skrbi to, da se nakazuje neka nova družbena ureditev, za katero utegne biti značilno, da bo za eno epidemijo oziroma kriznim stanjem prišlo drugo krizno stanje, pa za njim tretje, pa četrto in tako naprej. In me skrbi kot državljana in kot pravnika, da bi šle, če bi šle, in malo se na to že nakazuje, če bi šel razvoj dogodkov v še dodatno krčenje naše svobode, predvsem naše zasebnosti in povečevanja nadzora nad nami kot posamezniki, prav s pomočjo informacijske tehnologije. To je moja največja skrb. Ja, mogoče bi na tem mestu omenila čisto svežo informacijo, oziroma niti ni toliko sveža informacija o tem, da obstaja, da je ljudstvo oblikovalo Odbor za človekove svoboščine, ki približno tedensko izdaja izjavo za javnost s pismom vladi. Včeraj je bilo napisano novo pismo, pravzaprav z naslovom Ljudski koronski manifest, v katerem je zelo na kratko tudi podana informacija o resnici, kako je pravzaprav do pandemije sploh prišlo, in resnica je pravzaprav zelo preprosta.
Pa bi na tem mestu priporočila vsem, ki gledate, da si preberete na strani državljan.si, oziroma bom vsekakor pripela zraven to povezavo. Ja, prosim, bom prebral z veseljem. Ja, kjer je stvar opisana. Nažalost je ogromno ljudi zavedenih z omejitvijo, ki jo imajo glavni mediji pri poročanju. Tako da je še enkrat pač hvala internetu, kot nas na eni strani skoraj zasužnjuje, je pa v takih okoliščinah izjemno izobraževalno koristen. Tako da mogoče bi izpostavila samo to, da je en del odgovornosti za stanje, ki ga imamo, naš 3.a člen, ki ga imamo v ustavi. In ki je... Ta je odločila. Ja. Tako da, ja, mogoče še to povem, da je v manifestu smo izpostavili, da bi bilo potrebno ponovno pregledati ta 3.a člen. Predvsem ga je treba pravilno razumeti, ne. S tem 3.a členom sem se jaz, najbrž veste, ker vidim, da ste brali moje stvari, posebej ukvarjal, ne. Ta 3.a člen je bistveno bolj pomemben kot ne samo mislijo politiki, ampak tudi kot mislijo s pravom premalo poučeni ljudje, ne. Zdaj bom izrekel nekaj teoretičnega, ampak bom pojasnil, ne. Recimo, zame kot ste rekli, pravnega filozofa, teoretika, saj vseeno, je prav 3.a člen tisti, ki določa model ustavne demokracije v Republiki Sloveniji, ne. Ker teorija ni sama sebi namen, ne. In tudi v pravu, sploh pa v ustavnem pravu oziroma v ustavništvu, ki je širši pojem od ustavnega prava, ne, teoretični modeli, ki so lahko v različnih državah različni, že vnaprej dajejo odgovore na zelo pomembna politična in družbena vprašanja. Na primer, eno izmed tako zelo pomembnih političnih in družbenih in pravnih vprašanj je vprašanje suverenosti. Kaj je to suverenost? Kaj sploh je suverenost kot pojem, kot koncept? Vprašanje oblasti, vprašanje ljudstva in vprašanje naroda. To so trije najpomembnejši koncepti, ki določajo model ustavne demokracije v določeni državi. In jaz sem, kolikor vem, sem zaenkrat še edini, ki sem že pred leti, prvič v reviji Revus, ki sva jo s kolegom ustanovila kot prvo slovensko znanstveno revijo za ustavno pravo, pojasnil, da je v Sloveniji uveljavljen tako imenovan temeljski model ustavne demokracije. Se pravi, bistvo ustavne demokracije v Sloveniji so prav človekove pravice in svoboščine. V ustavni demokraciji Republike Slovenije, ki ni diktatura, ki ni monarhija, ki ni kraljevina, ne, suverenost, ne, kaj pomeni suverenost? Če je nekaj suvereno ali če je nekdo suveren, to pomeni, da nad njim ni nikogar drugega. Ne. Tak, ki je suveren, ima zadnjo besedo. Ne. In dejansko je suverenost obstajala samo v obdobju absolutizma. Ne. Kar je rekel absolutni vladar, to je bil zakon in gotovo. No pa v nacizmu, ne, pač Hitlerjeva volja in beseda je bila brezpogojni kategorični ukaz. Ne. Se pravi, obstaja tudi bistvena razlika med suverenostjo naroda in suverenostjo ljudstva. Slovenci smo zgodovinski narod in po mednarodnem pravu ima narod suvereno pravno in politično pravico, da ustanovi svojo državo. In slovenski narod je ustanovil svojo državo. Ampak od tistega trenutka naprej, ko je država ustanovljena, ne,
ne govorimo več o narodu, ampak govorimo o ljudstvu, ker je ljudstvo spet širši pojem kot narod. Narod je ustvaril državo. Ljudstvo so pa tudi vsi tisti ljudje, ki sicer po svojih zgodovinskih koreninah niso del slovenskega naroda, imajo pa slovensko državljanstvo. Zato so tudi oni slovensko ljudstvo. In jaz sem večkrat kritiziral politike, tudi predsednike države, tega predsednika, pa prejšnjega predsednika, ko so uporabljali besedo slovenski narod. To je že na robu nacionalizma. Govoriti bi mogli o slovenskem ljudstvu. To so vsi, ki imajo slovensko državljanstvo. Pa so pa zraven še prebivalci s stalnim prebivališčem. Torej vsi, ki imajo volilno pravico, so slovensko ljudstvo. Ljudstvo pa ni suvereno. Zato so vsi učbeniki ustavnega prava v Republiki Sloveniji, po katerih se še vedno predava ustavno pravo na pravnih fakultetah, napisani narobe, ker narod in ljudstvo enačijo. In ker v njih še vedno piše, da je ljudstvo suvereno. Ljudstvo ni suvereno. Ljudstvo je suvereno samo en dan, ko gre na volitve. Samo takrat je ljudstvo suvereno, ker zmaga tisti, ki dobi največjo volilno podporo. Potem pa 4 leta ljudstvo ni več suvereno, ker ne odloča. Tudi na referendumu ljudstvo ne more odločati o vsakem vprašanju, ker obstajajo tudi referendumi, ki so protiustavni, ki jih sploh ni dovoljeno razpisati. Naprimer, referendumi, ki vključujejo vprašanja, ki neposredno zadevajo človekove pravice in svoboščine. Se pravi, ljudstvo bi postalo suvereno samo v primeru, če bi imeli recimo v Sloveniji spet plebiscit. Kaj svem, da bi se, zdaj karikiram, da bi se priključili eni državi ali pa izstopili iz Evropske unije ali pa NATO. Takrat bi bilo ljudstvo spet suvereno. V Sloveniji tudi parlament ni suveren. Tudi parlament ne more sprejeti katerokoli odločitev, ker je zavezan za ustavo. V Sloveniji suverenost kot pravna in politična kakovost, kot nekaj, nad čemer ni ničesar drugega, ampak res samo modro nebo, so prav temeljne človekove pravice in svoboščine. To je edina kategorija, ki lahko pripišemo suverenost kot kakovost. Nad njimi ni ničesar več. Seveda so sodišča, ki odločajo o teh človekovih pravicah in svoboščinah. Ustavno sodišče je vrh hierarhije v državi in potem imamo še Evropsko sodišče za človekove pravice in svoboščine v Strasbourgu. Potem je pa konec. Torej, parlament ni suveren, vlada ni suverena, ljudstvo ni suvereno, narod je že izkoristil svojo suverenost, ko je vzpostavil državo in je postal nacija. Suverenost lahko pripišemo samo temeljnim človekovim pravicam in svoboščinam. Katere to so, pa vemo. Vemo iz filozofije razsvetljenstva, vemo iz neokantovske filozofije, to so tiste, ki so zapisane v ustavi, v Evropski konvenciji o človekovih pravicah, v mednarodnih konvencijah o človekovih pravicah, tiste, ki jim svojo razlago pripiše konkretno vsebino ustavno sodišče in tiste, o katerih odloča Evropsko sodišče za človekove pravice. In vemo, katere to so. Samo pri socialnih pravicah imamo en problem. Socialne pravice nimajo nobene naddržavne sodne instance, ki bi odločala o socialnih pravicah. Odločanje o socialnih pravicah se konča na ravni države, na ustavnem sodišču. Ko ustavno sodišče odloči o neki pobudi ali ustavni pritožbi, ki zadeva socialno ali ekonomsko pravico, je zgodbe konec. Kajti Evropsko sodišče za človekove pravice o socialnih pravicah ne odloča. Mi imamo Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, pa Evropsko socialno listino. Evropsko sodišče v Strasbourgu se je odločilo, da bo odločalo zgolj na podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah, ne pa tudi na podlagi Evropske socialne listine. Tako da človek lahko
vloži tožbo zoper državo zaradi kršitve neke socialne ali ekonomske pravice samo v primeru, če mu uspe zelo dobro argumentirati in prepričati sodišče v Strasbourgu, da je s kršitvijo socialne pravice bila kršena tudi ena od pravic iz Evropske konvencije o človekovih pravicah. In običajno je to ali zasebnost ali družinsko življenje. Imamo tudi protokol k Evropski konvenciji, ki izrecno ureja vprašanje lastnine, ampak to je zelo omejen in edini možen spekter, skozi katerega je mogoče zaradi kršitve socialne pravice v lastni državi upati na pomoč Evropskega sodišča za človekove pravice. In jaz, ko berem medije in ko se pogovarjam z ljudmi, ki mi pišejo mi pa enormno, vidim, da ljudje pač tega ne razumejo. Ljudje mislijo, da lahko za vsako krivico, ki jo občutijo, na koncu gredo v Strasbourg. Ne morejo. Sploh pa Strasbourg ne odloča vedno samo po pravu, ampak pogosto odloča tudi politično, ampak to je že druga zgodba. Tako je. A bi mogoče lahko rekla, da so vsebine, v katerih ste zdaj razlagali, da bi jih bilo potrebno mogoče širše plasirati v izobraževalni sistem, ki je v bistvu skoraj popolnoma izgubil vsebine, ki so povezane z državljanstvom. Kaj menite o tem? Jaz absolutno se s tem strinjam. Mislim, vem, da ne mislite na fakultete, mislite na srednje šole, verjetno mislite. Ker jaz na vseh fakultetah, kjer predavam, se dobesedno mečem v tla, ko razlagamo o socialnih in ekonomskih pravicah, ampak jaz se absolutno strinjam, da je to skorajda nezaslišano, da mladi vstopijo v proces fakultetnega izobraževanja, celo na pravne fakultete, brez minimalnega osnovnega znanja o tem, kaj je to država, kateri državni organi so, katere veje oblasti obstajajo, kaj je to ustava, kaj piše v ustavi, kaj so človekove pravice, katere so. Obstajajo določene srednje šole, ki to vključujejo v svoj program. Ampak po mojih izkušnjah so redke. In meni se redno dogaja, da ko predavam v prvih letnikih, se to ni njihova krivda, to ni krivda mladih, da ne bom narobe razumljen. Mladi niso za to prav nič krivi. To je krivda šolske politike, ampak se redno dogaja, recimo, da približno polovica študentov in študentk v prvem letniku ne zna odgovoriti na vprašanje, katere veje oblasti obstajajo, kdo sprejema zakone, kakšna je razlika med zakoni, podzakonskimi akti, kaj je na vrhu piramide pravnih aktov, kakšna je razlika med rednimi sodišči pa ustavnim sodiščem, o čem sploh odloča ustavno sodišče, kakšna je razlika med Svetom Evrope pa Evropsko unijo, med Evropskim sodiščem za človekove pravice pa sodiščem Evropske unije, da ne govorim, sploh ne govorimo o kakšnih manjših podrobnostih. Več kot polovica jih ne razlikuje med splošno deklaracijo človekovih pravic, ki jo je sprejel OZN, pa Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, recimo. In so nekje slišali ime deklaracija, in to ime jim je ostalo, nekje v možganih zapisano in ne razlikujejo. Jaz sem enkrat v letih, to je že leta nazaj, ko sem nameraval narediti pravosoden izpit, pa sem se potem nekje na sredi poti premislil, malo mi je žal, ampak dobro, zgodovine ne moreš priklicati nazaj, in je bilo možno pravosodni izpit narediti v 2 delih. Najprej 1/3, pa potem še 2/3.
In tisto prvo tretjino si delal skupaj z ljudmi, ki so opravljali poklice, kot so, ne vem, državni uradniki, inšpektorji, policisti in tako naprej. Jaz sem opravljal tiste izpite kot del pravosodnega izpita, za njih je pa to pomenil strokovni izpit za njihovo delovno mesto. Ne? In recimo so se v čakalnici pogovarjali o tem resno, polemično, kdo sprejema zakone. In so se prepirali, a zakone sprejema vlada, a jih sprejema parlament, a jih sprejema predsednik republike. Mnogi tudi niso znali povedati, da je parlament pa državni zbor eno in isto, ne? Da je to isti organ in tako naprej. Torej, šolski sistem ima toliko pomanjkljivosti v smislu ne samo širine znanja in razumevanja družbe, ampak v smislu temeljne državljanske abecede, ne? Torej osnov, ki jih mora poznati vsak državljan, ne glede na to, na katero fakulteto se vpiše, ali pa če se ne vpiše na nobeno fakulteto. Ne? In namesto, da bi imeli tudi jaz, ki sem hodil v srednjo šolo, namesto, da bi nas učili o teh vprašanjih, smo imeli nek predmet družbeno-moralna vzgoja, ne? Kjer se je profesor z 2 dijakoma v prvi vrsti nekaj pogovarjal, ves preostali razred je pa ali klepetal, ali igral šah, ali igral karte. Mislim, to je do konca neresno. Ne? In v Evropi imamo zgledne primere, kako se da z trudom in z intelektom reformirati šolski sistem, da postane res kakovosten. Ne? Finska je učbeniški primer tega. Ne? So si vzeli 20 let časa, so naredili družbeni eksperiment, so naredili reformo in zdaj so že nekaj let država z najboljšim šolskim in izobraževalnim sistemom. Mi pa nazadujemo, ves čas samo nazadujemo. Moram tukaj povedati eno zadevo, eno informacijo. Jaz sem se od leta 2005 naprej ukvarjala z tako zvano rusko rodovno šolo. Obstaja zbirka knjig Zveneče cedre Rusije avtorja Vladimirja Megreja, ki je 2003. leta je prva knjiga izšla v Sloveniji in ena izmed teh knjig opisuje tudi rodovno šolo. Jaz sem imela takrat šolo obvezne otroke, sem mama 3 zdaj že odraslih otrok in mene je izredno navdušil opis te šole, tako močno, da sem se odločila to šolo obiskati in dejansko nekaj narediti na tem, da bi taka šola v Sloveniji obstajala. In sem se dejansko 10 let ukvarjala čisto na prostovoljni bazi z študiranjem tega, z implementacijo, z širjenjem, predstavitvijo. Celo naredili smo 3 poskusne verzije in potem pa so bili neki razlogi, zakaj projekt ni uspel, je nekaj časa počival. Potem sem bila pa dobesedno skoraj z naftalina potegnjena lani povabljena na predavanje, da bi to šolo predstavila v Postojni. Od tam sem potem prišla na klepet ob kavi, na intervju, potem pa že na sestanek oziroma okroglo mizo Pedagoškega inštituta med politiko in znanostjo v zadnjih 30 ali 40 letih je bil naslov. Tam sem spoznala potem predstavnico Ministrstva za šolstvo, mislim, da je bil direktorata za osnovno šolo, potem pa še v Zadru na konferenci Hand in Hand, z roko v roki, ki je imela podnaslov Ali potrebujemo revolucijo odnosov v šoli, ki sem se udeležila izključno zato, da bi spregovorila o ruski rodovni šoli. In na tej konferenci je predaval profesor dr. Paul Downs iz Univerze v Dublinu. Razložil je izsledke te raziskave in jaz sem ugotovila, da izsledke, ko so jih oni dobili, so bili zelo vzporedni načinu, ki ga ta ruska rodovna šola že živela 30 let in sem to profesorju povedala, da je zadeva zanimala.
smo mu pripravili potem materijale v angleščini za Evropsko komisijo in to sem potem razložila tudi predstavnici Ministrstva za šolstvo, ki je bila tudi v Zadru. Ona je bila iz direktorata za predšolsko vzgojo in smo se v bistvu dogovorili, da bi na Ministrstvu za šolstvo predstavila ta model. Pa je žal potem ta situacija že spet vmes skočila, ampak mogla sem na hitro zaokrožiti to sliko, da bi povedala, da je profesor oziroma akademik Mihael Petrovič Šetin, zdaj že žal pokojni, on je izjavil, da je to, a naj bi otroci sodelovali ali ne pri državniških zadevah, da to sploh ne bi smelo biti vprašanje. In on je dejansko otroke čist od majhnega, pač od najmlajših let vključeval v pogovorne kroge. In se mi zdi to informacija pač vredna, da gre med ljudi, da še drugi začnejo o tem razmišljati. A lahko temu nekaj dodam? Lepo prosim. To sem se zdaj spomnil. Zdaj se tlele, ne mi zavest, ker se obračam, ampak gledam, ker sem imel, je ena črna knjiga in sem jo včasih imel tukaj na polici, zdaj imam malo razmetan, pa jo ne vidim, ne spomnim se naslova te knjige. Ja. Ampak ravno to, kar ste rekli. Torej, najprej uvodoma naj povem, da se jaz najraje pogovarjam z otroki. Prvič zato in jih imam tudi močno rad in se z njimi močno razumem, čeprav svojih nimam ali pa nimam še, tudi vprašanje, če bom imel v glavnem druga tema. Ne samo zato, ker so še neizoblikovana bitja, ki uporabljajo intuicijo in zdrav razum, torej še niso okovana v verige in spone sistemskih značilnosti, ampak recimo, kaj sem ugotovil? Jaz sem se, tako kot v tej knjigi, ki je potem išla, ukvarjal s pojmom legitimnosti in za razlikovanje med legalnostjo in legitimnostjo. To je podobno, ne čisto isto, ampak podobno kot razlikovanje med moralo in etiko. Saj oba spremljava medije, veva, da sploh naši politiki zelo radi v istem stavku uporabijo obe besedi. Zakaj? Zato, ker niti približno ne vedo, kaj te besede pomenijo, ampak jih za vsak slučaj uporabijo obe besedi v stavku, da jim ne bi kdo očital, da so eno izmed besed izpustili. In rečejo recimo stavek, to je legalno in legitimno, ali pa rečejo, to sicer ni legitimno, je pa legalno. Pa v bistvu ne vejo, kaj so hoteli povedati. Ali pa rečejo, nekdo je celo zmagal s takimi stavki na volitvah, moralno in etično. Pa če bi ga vprašali, kaj pomeni moralno, pa kaj pomeni etično, ne bi znal odgovoriti. Ampak to, recimo, raziskoval sem pojem legitimnosti, v smislu upravičenosti, ki je vsebinski pojem. Legitimna oblast, legitimni pravni red, legitimni družbeni red kot upravičen, iz nekih vsebinskih razlogov. No, in sem brskal po literaturi in sem bral te znamenite teoretike in njihove razprave in razne šole legitimnosti in tako naprej. Potem sem pa naletel na eno ameriško knjigo, ki je sicer govorila o neki drugi temi, je pa vsebovala tudi poglavje o legitimnosti. Samo, da je namesto striktne uporabe besede legitimnost bila uporabljena beseda upravičenost. In so naredili analizo, kako otroci stari od 9 do 13 let, oziroma najprej bila ena skupina od 7 do 9 let, potem pa od 9 do 13 let. Kako razumejo besedo upravičenost? In kaj sem odkril? Odgovori
teh otrok, ki so bili iz različnih krajev, iz različnih šol, iz družin z različnimi socialnimi statusi, so bili tako rekoč identični poantam teh velikih teoretikov, ki so o tem pisali zelo zapletene in debele knjige. Torej, zdrav razum. In to je tisto, kar jaz iščem, oziroma to je tisto glavno orodje, ki ga jaz poskušam uporabljati tudi pri svojem delu, ali kot učitelj, ali kot državljan, ali kot pisec. Zdrav razum. In še vedno trdim, tako kot sem trdil 10 in 15 let nazaj, o pravu se najraje pogovarjam z ljudmi, ki niso pravniki. Ker v njih ni uspelo, ni bilo infiltrirano tisto paragrafsko, črkobralsko, birokratsko, golo, formalistično mišljenje, ampak uporabljajo zdrav razum ali logiko. Recimo, tudi pri študiju prava obstajajo predmeti in knjige, ki se jim reče pravna logika. Ampak za študente prava bi bilo zelo koristno, če bi jih učili matematično logiko. Ker obstaja bistvena razlika med tem, ali imaš ti en primer in potem v drugem primeru iščeš podobnosti s prvim primerom, ali pa imaš ti en primer in v drugem primeru iščeš razlike od prvega primera. To sta dve različni logični poti. Pravnike učijo predvsem to, ali pa izključno to, da iščejo podobnosti med primeroma. To je pravna logika. Ne učijo jih pa iskati pomembnih razlik med dvema primeroma. To je pa matematična logika. Zato bi ta del matematike vsekakor bil dobrodošel za študij prava, da ne govorimo o psihologiji. Ti ne moreš pravniškega poklica kakovostno upravljati, če ne veš nič o psihologiji, če ne veš nič o ljudeh, če ne znaš prepoznati njihove osebnosti, značaja, miselnega vzorca, če ne znaš brati obrazov, če ne znaš začutiti in misliti čustvovanja, in tako naprej. Ampak, ko jaz med kolegi pridem s temi razpravami, pogledajo, večina jih pogleda, kakšni so se tudi pripravljeni, sploh mlajši, o tem resno pogovarjati, ampak tisti starejši pa zavijejo z očmi, pa si mislijo, Teršek spet nekaj bluzil, upamo, da bo hmalo končal in takrat pol konča. Jaz bom pa tudi mogla zaključiti počasi tale najin pogovor, pa z veseljem še kdaj drugič mogoče nadaljujeva katero od načetih tematik, ki bi vas zanimala. Moram reči, da super za tiste študente, s katerimi vi delate, in super, da vas imamo kot narod. Jaz sem rekel, dokler me bojo študentje želeli poslušati, bom vztrajal na univerzi, ker na Ustavno sodišče me najbrž nikoli ne bodo spustili. Ko bodo pa enkrat študentje rekli, Terška imamo dosti, se bom pa obljubim, da se bom, to sem dal javno zavezo, se bom pa naslednji dan prostovoljno umaknil brez problema. Ker opravljam svoje delo zaradi študentov. In ko bodo pokazali nezadovoljstvo nad tem, kar počnem in nad načinom, kako to počnem, se bom brez problema sam od sebe umaknil in me ne bo treba nič čez vrata ven metati. To si težko predstavljam, da bi se zgodilo, kvečem, da bojo po moje še kam zvlekli, ker še ne veste kam. Me pa zanima še za konec, je morda karkoli, kar bi v tem trenutku želeli sporočiti slovenskemu narodu?
to so nehvaležna vprašanja, ker že itak takole govorjenje hitro izpade kot nek intelektualni elitizem in lahko izpade zelo neposrečeno. Sporočil jaz ne dajem, predvsem se nimam in se nočem in se tudi nikoli nisem pretvarjal, da bi bil kakšen modrec in tako naprej, prav nasprotno, bolj po sokratovsko, vem, da nekaj malega vem, predvsem pa vem, da enormno stvari ne vem. In to me moti, ker to težko izbira, ampak iz svoje izkušnje bi nekaj rekel. Vse, kar sem se v življenju naučil, tisto, kar je res koristno in kakovostno, se nisem naučil na fakulteti, ampak sem se naučil sam, s pomočjo staršev, s pomočjo prijateljev in s pomočjo, to sem pa v življenju imel veliko srečo, da sem se lahko veliko pogovarjal z ljudmi, ki so pametnejši od mene. Če je to sporočilo, naj bo to sporočilo. Čudovito, gospod profesor Teršek, in hvala za vaš čas in da ste delili z nami svoje izkušnje, svoje misli. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, in srečno in nasvidenje. Hvala za povabilo in živjo do naslednjič.